Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, je razglasila najboljše športnike invalide v letu 2019. Za najboljšo športnico leta med invalidi je bila izbrana gluha smučarka Anja Drev. Priznanje si je prislužila lani konec decembra z nastopi na zimskih olimpijskih igrah gluhih v Italiji, kjer je v kombinaciji osvojila 4., v smuku pa 5. mesto. To priznanje mi res veliko pomeni. Prvo, ko so me poklicali gor na oder, sem bila, wow, resno. Saj nisem pričakovala, da bo 4. in 5. mesto dovolj za ta naziv. Tako da sem res zelo vesela in mi je v bistvu dodatna motivacija na naprej. Sedaj, kaj je moja vizija v prihodnosti? Predvsem to, da se prvo pozdravim, saj z zdravim hrbtom nič ne morem narediti pametnega. Tako da prvo to, potem pa za naprej pa moramo videti, kdaj bojo kakšne tekme, kako bojo treningi potekali, tako da je še veliko za razmisliti. Čisto odvisno, kako se bom pozdravila in kako bo v bistvu naprej odnos gluhih do teh tekem, oziroma a bojo še kaj sploh kakšno tekmovanje, ker se mi zdi, da pač število tekmovalcev upada. Po mojem bi bilo fajn, da bi pač se skupaj z paraolimpijci združili, da bi imeli skupaj olimpijske igre, saj bi bila večja medijska prepoznavnost, več motivacij bi bilo, tudi finančno bi bilo res veliko boljše po mojem, tako da to je še vprašljivo res. Parašportniki imajo primerljive pogoje športnike neinvalide, vendar moramo se zavedati, da so tudi njihova prizorišča manj polna v številčnosti gledalcev, se pravi, skozi ta sistem financiranja se v nadaljevanju obračajo manjši finančni zneski. To ima tudi za posledico, da so naši športniki nekako manj nagrajeni v smislu pogojev. V Sloveniji pa zaenkrat poskušamo zagotoviti primerljive pogoje za športnike neinvalidi. Dejstvo pa je, da bi za šport invalidov potrebovali prilagojeno dvorano, predvsem bi pa si želeli to, da bi se šport invalidov tudi integriral znotraj nacionalnih panožnih zvez, da se ne bi več zapirali tako, kot je bilo v preteklosti, v sisteme, ki so sami sebi zadostni, ampak bi se vključevali v sisteme, kjer bi lahko iz tega bazena strokovnjakov in pogojev črpali tudi parašportniki. Na paraolimpijske igre se v bistvu lahko kvalificirajo samo športniki skozi kvalifikacije. Razlika med športniki gluhih in paraolimpijskimi športi je predvsem v sistemu športa. V sistemu paraolimpijskih športov se je potrebno uvrstiti skozi kvalifikacije, v sistemu športa gluhih pa je dovolj samo, da se prijaviš in plačaš pristojbino za natekmovanje. To je bistvena razlika in to v bistvu ni pogojeno s tem, koliko jih bomo mi poslali, ampak koliko se jih bo vrstilo oziroma kakšne dosežke bodo dosegli, da se bodo vrstili. Športnik leta 2019 je postal strelec Franček Gorazd Tiršek. Naslov najboljšega v Sloveniji si je prislužil z lanskim dosežkom na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, kjer je zračno puško stoje osvojil 3. mesto. V letu 2018 so se začele deliti kvote za paraolimpijado za Tokio 2020. Bil sem na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, kjer sem za las rešil kvoto. Nato sem v Franciji izpustil svetovni pokal, na katerem so se tudi delile kvote. To tekmovanje sem izpustil zaradi poškodbe, ki mi je onemogočila nastop na tem prvenstvu. Nakar sem v lanskem letu
se pripravljal za svetovno prvenstvo v Sydneyju v Avstraliji, kjer smo osvojili medaljo, 3. mesto, in pa tudi kvoto za Tokio 2020. Želje za Tokio vsekakor, da ostanem zdrav, da lahko dobro treniram, potem pa pride rezultat tudi sam po sebi. Vsak športnik, ki trenira dobro, pošteno in pa iskreno, je na to nagrajen tudi z odličnim rezultatom. 16-letni plavalec Tim Žnidaršič-Svenšek je dobil priznanje za mladega in obetavnega parašportnika za dosežke na paraigrah mladih in zaradi izpolnjene norme za letošnje Evropsko prvenstvo. To je res, da mi je zmanjkalo do paraolimpijskih iger nekaj sekund, ampak jaz se bom potrudil po svojih najboljših močeh. In pač tudi, če mi ne uspe, vem, da se moram potruditi za naslednje, ker to je moj cilj. Motivacija, kljub temu, če mi slučajno ne bi uspela, mi bo ostala, saj plavanje pomeni meni življenje in s tem se bom ukvarjal vedno. Za najboljšo športno ekipo leta 2019 je bila proglašena ekipa showdowna oziroma namiznega tenisa, ki je na Evropskem prvenstvu za slepe in slabovidne na Sardiniji osvojila 3. mesto. V sestavi so bili Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič, Denis Repa in Miha Susman. Ob 5 zjutraj že vstanem, brez budilke vabim na alarm. Evo me, jaz sem pripravljen na nov dan, nov tempo in nov pol. Na tradicionalni prireditvi je Šispok najboljšim športnikom invalidom, ki so se dokazali z vrhunskimi dosežki, in njihovim trenerjem podelila številna priznanja v obliki bronastih in srebrnih znakov. Športniki invalidi so v lanskem letu s svojim trudom in delom dosegli dobre rezultate.